Lepo ometajo to ječija spet. Od enako tla smo avtočila že 5 litrov. Ja, sada se lahko pohvalim, da je dobro blahua. Sebi sem troštu, da had kaj natočimo. Vijaš, moje čijespe rasejo vse na sončem kraju. Sonce im da cuker, cuker pa vzdihne njihe muvac, da alkohol. A navijen, če bojo tudi to je tako dobre, kjer rasejo na osnovnem kraju. Ja, ma jaz sem jim doložil malo cukerja. Če je tako, ti še hurno dobro vržejo. Ma Zganjarji ni tako dobro, tako natural, ko moje. Kadar ložeš noter cuker, se ga čuje. Zganjarji te spije kao v hrle. Se zastopen tu tele reči. Na, pi. Ne, se moramo iti počas s celim popijanjem in pokušanjem. Jaz ga začujem. No, ali si mož, ali si otrok. Na malo zganjate na varhlo dol. Pošajmo, da bomo vedeli, ali bo se uredno hatočit, ali ne. Še je dobro. Lahko avtočemo še 1 litro. Božja Madonna, imaš ražon. Še je dobro. Lepo je videti telega strica tle, kadar je prehlajen in mu kapa z nosa. Lepo je kuha Zganjarji. Se lijoš bi bilo, če bi nam bilo prepovedano, če bi nas financiri lovili. Ja, prepoved Zganjarji kuha je neumna stvar, ki so jo mogli narediti. Moraš še predati sadje. Ne smiješ kuhati Zganjarji. Te silejo, da vržeš blahua v hnojak, ali nije hrija, ali nije naumnost. Ne, tu če jih ma vse hudic nest, ist na bon metu mojha blaha v hnojak. Kje navzamen doma zaživijat, imam 7 otrok zaredit. Treba jih je oblijac, obut, kadar kupim brheške adnemu, že te drugi tarje kažejo holorit. Kadar ne semete zadnjiha spat, te prvi se ustajajo. Kadar snijete zadnji, te prvi je se spet lačan. Ja. Kadar sadja ne morem predat, kar se ne more pridruhač do denarja, kuham Zganjarji. Ja, ben. Ostu mi je samo ako tu. In ha iman rad. Ja, a sta je per nas glih tako, samo otrova, ki ima manj kot ti. Mene me nervuješ, da moraš še tak še placevati. Pa ti ne dajo zaslužka, ti ne puste do denarja, prid hodit po njej. Ja, savijaš, sem te iti delati v Belgiju. Pa me je komisijon od mijet v Milanu zavrnila, skartala. Jal so mi, da sem prešibak. Za Belgijo, za belđanske mine cijejo samo močne, zdrave ljudi. Poskrbe, že hor, da jim dat bolj jasan. Ja, z mano je bilo glih tako. Mene pa me je komisijon zavrnila, kjer so mi vša falernjo prid hodit po njo. Sada zgubje pjeno, a ne moremo vycočit za Zganjarji. Bomo točila pa kendo. Ja, sada lahko točimo vse 5 litrov kende. Ola, ja, res dobro so dali. Da me je nervuješ, češ pove Zganjarji. Ja, češ pove, nervuješ, če ga piješ tako, ma za tu kafe je nervuješ tropinske. Ja. Počaki, da pogledam duoso. Ja, biješ pogled. Dva pekirja, Štefan iz Bukovice in Jakob iz Maline. Pot jih parpeje naravnost le. Ben, ja, naj bo. In da mo zapit? A jih pokličem? Ja, pokliči. Ej, Štefan! Pojta sam! Pojta sam!
Dobar večer. Dobro Srećno. večer. Hvala. Ja, bodaj srećo. Ali se vam lepo joče, ava strica to. Ali mu grejo debele suze. Nija hudija, bova hvar hujšeha. Kaj vas je prineslo tlej tode? Smo stara žganjarja, pa tudi žganje pivca. Od daleč nam je zadišalo. In star žganjar, žganje kuhar, vija, da tele reči se opravijo daleč od radovednih oči, v zavetju, v skritem potoku. Kot vidite, se nismo zgrešila. Imata finnu vas. Ja. No, odložite vaše brašne in sednite se. Ja, na telo skalo. Nata, pokušajte, kajšno je. O, Svet Anton, na zdravje. Na zdravje. Živjo. Je dobro, a? Dobro in mocno je, ta dobra mojstra. Češ poveje, tažnja, nisem pil že dolgo cajta. Ja, dobro je. Ale kako gre vaše meštire, okoli? Kako gre naš meštir? Od peherja. V 9 družinah ti rečijo, da ti nimajo ki dati, 10 ti pa da. In kadar obhodiš 50 družin, si sit, napojen, in še moko imaš v žakju. Kaj češ li? Sreča, an dobro leto za kumete, je srečan dobro leto tudi za petjarje. Če imajo, te radi dajo. Naši ljudje so dobri usmiljenega srca. Se vede, kjer so bogati kraji, so tudi petjarji bolj bogati. Ne pa nas so bozi ljudje, zato so tudi petjarji bolj bozi. Ja. Pa vse dno se živi. A veste, ko je jav muž? Kuha? Naj se noa, ali pa slama, samo da je puna jama. Tala je lepa. In kako sta začela delati vas meštire? Kaj vas je prisililo, da sta začela pekjati? Ma tole je naduha storija. Ja, bene, dok točemo kendo, imamo vas cajt vas poslušati. Vam jo zalijemo, vam damo zapit, da vam bo obuj lahko tekel jezik. Ja. Ja, na zdravje. Na zdravje. Zdravje. Če vam začnemo praviti, kako smo ratala petjarja, nam ne bota vjerovala. O, pač. Žganje smo kuhala. Ja, žganje. In kako je šlo? Ja, kako je šlo? A misliš žganje? O, žganje je šlo dobro. Slavo pa je šlo s financo. A začneš ti, a začne jesti. A povej ti. Bilo je tako. Puno let nazaj smo imela s Štefanom vsak svojo kmetijo. Imela smo puno sadja, pa ga nismo mogli prodati, zato smo kuhala žganje. Kuhala smo zmeraj kupe, ko vidva sada. Kuhala smo tudi drugim kmetam. Pa kaj češ, bila smo nasrečna. Večkrat so financi ujeli, ali mene, ali pa njega. Moč, imela smo puno procesu. Čaj. Od začetka je šlo, ma procesi se dobro, so bile majhane multe, pa so nas izpustili. Pa. Ja, potle so nas začeli sal dobuj šaraufat. A ja? Dokjer nas niso popolnoma zašaraufali.
nama zašaraufal. Ja. Moj ti. Ti, dost procesu sta imel. Kdo se zmisli za vse? Bilo je pa tudi za se smejat. Ja. Ankrat me je na pretur rešil brez avokata, moj prijatelj Grejatur. Grejator! Ja, je bilo Ko je fino. bilo, ko je bilo? Zgodilo se je takole. Financi so prišli v našo vas in šli naravnost v moj senik. V seniku so všafali kotu, serpentino, pokruvan kapo. Staklence. Ampak le? Vasnjane so vprašali, naj jim povedo, če je senik. Obeden jim ni te upovedal. Otroci so vtekali pred njim, žene so pa zaperjale po hišah. Ker niso mogli nič zvedeti, so šli na glih do moža od vasi, ki je bil prud Rejatonu. An kaj je jav, Ja, Dreja? kaj ja on? On jim je moral povedati, da senik je moj. Aj. Potle so prišli do mene, a me tjel zvezat. Otroci so rjul, žena je jokala. Jaz pa sem se branil. Jav sem jim, da tu ni moj, Ja, dobro. da je bil senik odprt, odklenjen, da mi ga je šihurno kajšen na vrhu, za mi nareš škodo, za me spravil na srečjo. Ja. Kaj sovražnik. Ja. Financi me niso zaprli, a proces sem imel vsedno. Kadar sem vedel, da me bojo sodil, sem šel do Dreja in mu javil. Ti si povedal, da je moj senik, a ti me moraš sada rešiti. Dobro, ja. sada ja, tako, a? Dreja pa je bil viran, puno pobožen človek. Ti ni bil parsehu fuč za nobedno reč na svetene. Zato sem se bal, da me ne bomo rešiti. On pa jo je tako lepo preštudiral, da je šlo vse čisto in hladko. A njega vest je ostala čista pred Bogom in pred sodnikom. Ja, kako je naredil? Kako je naredil tole? Šla smo na preturo, a začel se je proces. Na vprašanje sodnika, ali me je videl kaj še enkrat kuhat, mu je Dreja odgovoril, Ja, Dreja. par sežen, da telega človeka nisem nikdar videl kuhače polentene. Se je fino v kuš. A res je bilo tako, za polento je njemar kuhala samo moja žena. Tako so njih meni obsodil, a financi so šli z drugim nosom. Bil je dober mož. Modar je bil, ja. Pa vi, ki lahko poveste o procesi? A je. Ja, povijete. Ja, tudi moja je smešna, ma nije tako lepo končala. Tisti dan se je na sodišču vse smejalo. Je bilo na 6. procesu, me je jav pretor. Tudi sada te obtožim na majhano multo. Ampak le je takole zarjev. A ne smiješ več Žganja skuhat, da nećem vidjeti tle tode. Ali si zastopil? Jaz sem pokimu z glavo, da sem zastopil, am še tisti dan sem kupil, če dade lovko. Za 3 mesece potle so me spet ujeli. Zvezal, am peljal v Parazol. Ja, am financam se ne je jav. Ne delite neumnost, vas bo pretor krehu, se bo jezu, kjer mi je jav zadnjikrat, da me neće več videti. Oni me niso poslušali. Peljali so me v Parazon, ampak so je dan procesa. Ko me je zagledal sodnik, je tako zarjil, da so se klopi stresle. Kaj ti nisem jav zadnjikrat, da te nećem več videti? Jaz sem mu mirno odgovoril. Ma gospod sodnik, nisem jaz kraužan, nisem prišel tle od moj voj. Le sem pokazal na 2 financa in sem jav. Ona 2 sta me zvezala.
ansilo tle parpejala. Obrnil sem se do dveh financiarjev, a njih pokrehu. Al sta rada, al sta sita sada, ko sta razjezla pretorija. Al sem vam povedal, da se bo jezil, da vas bo krehu. Na tega moje besede so se zarezali vsi tisti, ki so bili na sodišču. Se sodnik se je smejal. Ja, verjem, Ja, pa ni nič pomagalo. Dal mi eno leto parazona in 26.000 lir multe. 26. Kar je pomenilo 3-krat več, kar je vajalo vse moje premoženje. Vse so me pobrali. Kadar sem prišel iz parazona, mi je ostalo samo pot pred mano. Samo pot, ki hodim po njih. Za malo cajta je doletela takšna nesreča tudi tle mojemu prijatelju Štefanu. Ja, ben napopešeno malo, nade se Ja. nego je. Sada poznata našo storijo. Sada vesta, za ki petjamo okole. Ojej. Kako je? Popita se vsakan A, kozarc, Ja. dam ti, popita. Bomo pijana. Tako malo ne bo, daj, popita. Ma naj bomo, tako pozabimo za no malo cajta naše nasrečje, naše križe in težave. Ma ja. A zapo je modno. Ma, ali si norac? Nas bojo čul? Tisti, ki kuhajo žganjena, pojejo. Če pa poješ, nam bo obedam mislil, da kuhaš žganje. Ima razon. Ja, mo, pa zapojmo jo, adno, ha? Ja. Daj. Kajšno? Tisto, kam je veselje šlo? Tista, ja. A potiho. Ja, potiho. Se prašu lunico, ki v nebu nam svetli, naj nam pove, kaj je veselje šlo. Veselja ni nikjer, veselja ni Ja, počasno. Nata, popita no malo, sada. Prašu formale, ki vince vozijo, čekaj vedo, kam je veselje šlo. Veselja ni nikjer, veselja ni nikjer, O, na zdravje, popijmo še eno. Ja, Petar, še. Daj, še. Tiho, lepo, Ja. Juhajo, čekaj vedo, kam je veselje šlo. Veselje je pri nas, veselje je pri nas in nas tek čas. Na zdravje, popijmo. Čul? In je zašumijalo. Počaj, da pogledam doj. Ja, biješ, pogled. Šiman! Marjanca, a si ti? Ja,
Je Marianca. Samo pa na večerjo. Mislim pa še za njo, da bom videla, ko se skuha žganje. Še nikdar nisem videla. Vem, pogled. Pogled. Ma mi dva gremo sad domov. Ma ne. Stavite se še no malo. Stavite Bo se. taki pojedli z nami. Ja, sednita tle. Ne, bohloni, saj nismo lačna. Ma daj, sednita dol, pojta tle k nama, sednita. Šiman Barta se. Mi je labotra, da so nas dol po vasi uhal financi. Ja, tudi moja mama jih je videla. Držim kudicijo. Na more bit. Ma tako je labotra. Ma bodita brez skrbi, brez špijona nas navšafajo. No, sednita tle, pojta pa pojemo oki. Tudi takšnih jih nam manjka današnji dan. No, pa sednimo se. Ma no, natojta se bat, sednita tle, sednita. No, pojemo oki. Jaz sem že pojedla doma. Pogled pa, ko se kuha kenda. A nisem nis pogledam. Ja, tudi sem že pojedla. Te štrafi, Marijanca. Ali nas znaš delat kupinco? Mi hrebuj horku dol. Za kosilo pinco anser, za večerjo pinco batudo, vsak dan, vsaki ljubi dan takua. Kaj se treba Si presit? Si presit? Kaj še nijemaš še tehane? Potle veš, kaj ti povijem. Gospodinje skuha dobro, če gospodar pa nese dobro domov. Niča se ne more čudeža runat. Pa ne spostrijeho, potle boš videla, znam dobro kuhat, ali ne? No, vidiš, Liža, ženi se ti. Možje so strašni egoisti. Ti nadajo ničance imeti vse. Ženi se, Liža. Stavtajo, kar začne likuna mitralja. Daj. No, se njema taki kumrat, na Marijanca. Kašna njema še tajšnega ne. Poznam može, ki dobro zaslužejo, pa njih družine trpe mizerije. Ker znesejo vse v oštarijo. Pa vašima nuna Marijanca ni tajša ni. Ja, zagaš lajtan. Če ne je bil parneče doskrat iz oštarije prezbarheš da mu. Ti prekleta baba, ki blebetaš. Ti zablekan šobe, ti zablekan. Prekleta krava. Saj je skrcala, tako veste. Ja, in dan fardaman skerco, kole hlave. No. Ma, veste, Marijanca, če se bom kada poročila, bi želila všafati tajšnjega moža, da ne bo pijanac. Po drugi strani pa veste, kaj vam povijem. Rajš pijanca kot tajšnjega, ki bi hodil za drugih ženam. Pa češ imeti vsega, celega samo za se. Še za dostiga ne bo. Ja, manije so samo možje, ki hodijo za drugimi ženmi. So tu žene, ki hodijo za drugim možen. Ne všafajo si tako pošteno, kot sem bila iz. Mu moram kuhat, prat, a vsako leto povitati neha otroka. Nahren majan kamar, kar pride spat, moram biti še dobre boje, če ne so pake. Mamuč, stara tarhlina. Dua te tebe pogleda. Če sem tajšna, ki sem si ti kauža. Kadar sme poročili, sem bila mladan lepa, ko malo tajšnih. Bromni. Stavo bi se bila morala obnašati, ko Veronika z debela vražnje možen. Ma ko si obnašala ta Veronika? Je duha štorje, nimam cajta sada. No, povejo. Povejo. Ja, potle pojta pa vidru skuhatam prat da mu. Pa ja, povejo. No, Marijanca, ne stojte še stort, prosi, takua. Za norca je imela moža. Ko je blua? Tu ale je premalo. Vse nas imata za norca. Povej, kako je imela ona. Ja. Za norca je imela puno let, dokjer se ni riječ odkrila, ali pa mora biti hama šele. Je poštenost pa se je odkrila takole.
Mož, je cijel tjedan pravu da boš u saboto zjutra na trg će dat, da bo kupavu 50 kg pšenice za kruh. Tekrat nije bilo korijer. Hodilo, hodilo se par noha. Če pa si pa ju bilo hoči dat ali pa za kupus će dada za duam. Ali si bil srečan, če si v šafu kajšan uos. O ja, če ne pano se idu na hrte. Kadar se je hodilo par noha će dat, smo rustač že od 3 po punoci, da si paršu za cajtan. Tako je stu tudi mož od Veronike, ti so sabot od 3 po punoci. Se napravu, on su na pot. Kadar je naredil kajšan kilometrov poti od doma, se je izmislil, da je pozabil. Kaj je pozabil? Pozabil je žake za všenico v Kambri. Vrnil se je nazaj in pred hišej zarju. Veronika! Veronika! Vrzi mi dol žaki, ki sem ga pozabil. Veronika je hitro odprla okno, mu je vrla dol, kar je prašil. Mož je zvil pladno pod pasko, se obrnil in šel če dat. Na placu je kupil 50 kg pšenice. 50 kg? Ja, ker je vprašal tisk, ki mu je predal, če ima žaki, je odgovoril. O se vidi, da ima. Spod paske je potegnil žaki in ga odvil. Nije bil pa žaki. Kaj bilo? Ble so Beneško od njega prijatelja, ki jih je on lepo poznal. Kadar je šel on čidat, je bila že Veronika že spravila v pastijejo. Pa baba. Ne baba. Žvina, ne baba. Kaj bi naredil vi, če bi vam jo tajšno nakuhala? Lavo bi jo cijaku, kupetelinu. Ja, lavo. No, sa njeg tajšnega je mislil. Pustil je všenico. Vsi so gledali za njim in se smejali. Šuje čez plac, kot da bi bil pijan, pa ga nije bil še pokusil. A potlešče dada do doma je bila pa vsaka oštarjenja. A ja, ražon je imel. Pa njega žena, kar je zamerkala, da mu je vrhla barheške na mes žakja, kaj naredila? Pa prijatelj, ki je spal z njo, kadar je moral vstati in se je v šafu brez barhešek. Kaj naredil? Ja, Vabbè, ma pustite me finit, sa sada pride lepo. Mož od Veronike se je stavil vsake oštarijem, zmeran je ratavu bojezen. Tako je strašno oklev, da so še mačke utjekale pred njim, pisi halajal. Sam sabo je horil, a naredil na glas, da bo tisti dan zaklukano daruženo. Kaj sta naredila tista dva v pastijej? Ki zvijen? Navijen? Ko se jih nisem špehala, me ni bilo blizu. Močita, ne stojite me slavo zastopiti. Sem mislila, kaj sta naredila, kadar sta zvedala, da ni hrijeh je okrit. Kadar prijatu ni v šafu vice brhesk za oblijec. Dala mu je Beneško od moža. Za drugo riječ se je pokazalo vsak kunštad modrost od presnete babe. A se ti hudua zdi, da niješ tako kušna ku ona. A tajšno, bi imel ti potreba, da bi te štimala. Ki? Ki sola? Ne, Pustite jo povedat. No, bježte naprej, Marjanca. Kadar je šel prijatelj da mu z barheškan od njega moža, je bila od Veronike prva skrb, kako bi se zakrila hrijeh in bi se rešila življenje. Šla je do Botra in je vse natanko povedala, ko so šle reči. Ali v pastijej? Botra, ki je bila še bolj prebrisana kot Veronika, je obecijala, da bo vse ona lepo kombinala, da se ne bo nič hudega zgodilo. Kako je bilo? Botra je šla do prijatelja od Veronike, mu jala. Vijam vse. Če ceš da rješen glavote, bejam Veronik, daj mi še dne tajšne bareške, ki jih je nesu dave zjutranje bolat, če dat. Če jih nijemaš, pa bo tebe njih huda se rešit.
Prijatelj je odgovoril, da ima še 2 para tajšnih barhež. Mu jih je dala? Ja, hitro jih je dal. Botra jih je oblekla, a je šla na pot, a je čakala moža od Veronike pred zadnjo štarijo pred doman. Ona je oblekla? Ja, moža je zagledal od daleča. Imel je že pune bareške. Vsa cesta je bila njega. Nabral se je bil kupek jer mraza. Ja, glej, imaš ražon. Se ga naberemo mraza mi pekjerji. Post, mraz sada. Naprej. Botra od Veronike je pozdravila, kadar je prišel pred ostarijo. On namestio pozdraviti odgovoril. Far dama ne babe. Če bi bil Bog stvaril kozo z hrčo pred hobca namest babe, bi bil boljšo pravu. Ja. Botra je vprašala, ma zakaj si tako jezen? On je odgovoril, do nas bujem Veronikom še kajšnja druzeha. No, bot pametan, ma zakaj jo ubiješ? Ja, je vprašala, ja. Mož pa je jav. Puj za mano, a popijemo pol litra, potle ti povijan. Šla sta v ostarijo, pa nesejo pol litra, a spijejo, a botra prav. A do nas plasjanist, san jajca predala. Ben, pa plac je odgovoril. Tekrat ona potene nje duho kikjo čez kolijana, a vzame tako in vzhajufe. Od barhež? On jo debelo gleda. Odkoda pa ti nosiš bareške, jo vpraša. A se čudeš, prave botra? Jih nosimo vse tiste, ki smo upisane svetemu tihu. Ali je upisana tudi moja žena, jo še vpraša. Ona je bila upisana že puno cajta pred mano, mu odgovori. Ben, vidiš, kako sam jo bil na dužnobu, prav mož, an se razjoče. Ta povita botra je rešila Veroniko nje prijatelja. Družba svetega tiha. Prekleta lesica. Fajno je finila ta storija. Ardmi, in nome delle legge! Mati Bože! Ale, vsi znam. Šiman, vrata se da. Andiamo! Su, avanti, cammina! Začnemo proces proti Simanu Klančarju iz Debelega repa. Posjajta notar imputada. Dobar dan, gospodje. Dobar dan. Vi, sednite. Ne tle, tam. Kamar kvazete nunac? Nisam nunac. Sam gospod sodnik. Sednite. Ne, hvala, nisem trudan. Tiho! Tle, niste par kotlu. Ste na sodišču. Sednite. Je bilo ljevše tam kot le. Mučajte! Ko se kličete? Po pravic povedano, jaz se nisem maj klicu. Klicali so me drugi. Se delate na uman, ma van na bo boys. Kadar govorite z mano, morate vstati gor. Ložita se d'accordo. Al bon sedev, al bon stav. Genjite! Nu, ko vas kličejo? Simen. Vaš primak? Klancar.
Zato, ker je moja hiša blizu klanca. Mene briga! Zakaj me pa vprašate? Tiho! Nimam cajta za zamujat. Odkot ste doma? Iz debelega repa, a mislim, da imate zapisano. Tajšna je procedura. Na zastopem vaše procedure. Mene briga! Odgovorite samo na vprašanje. Kada ste se rodil? Kdo bo držal tiste na pamet? Oko svetega Simana je moralo biti, zato so mi dali ime Siman. Pa kaj sneha leta? Ne vem. Tle v kartah imamo napisano, da imate 46 let. No, vidite, da imate zapisano. Če pravite vi tako, bo držalo. Sada bom vedel, niste dosti leti imam. Hvala Bohu. Tiho! Ali veste, zakaj so vas obtožili? Odgovorite! Zdaj ste jau prijete tiho, da ne smijem govoriti. Nisem jav vam, sem jav ljudem, ki poslušajo. Imate ražon. Kaj jih briga nje, če sem vi se pogovarjama? No, zavojo božo, genite! Tako chcete Genite! vi. Tako chcete vi. Ali veste, zakaj so vas obtožili? Ne. Obtožuje se vas, da ste dijelu, kar je ostro prepovedano. Da ste kuhu žganje. Nisem vedel. Imate avokada? Moja žena. Pustite vašo ženo pri miru. Kadar začne klepetati, ima jezik božku obeden, avokat. Pa nije mogla priti do nas učedati, ker nimamo denarja za korijero. Mi smo božji ljudje. Vam ga bomo dali mi avokada. Avokat kaštigo. Ali ga boste vi branu? Ja. Že prijemak ne kaže nič dobrega. Kdo bo pa plačil? Damo vam ga zastonj. Ja, an zastonj me obsodite. Naša pravica je pravična. Obsodimo samo tiste, ki so krivi. Sada pa odgovorite na vprašanja. Bom. Ali je res, da ste kuhu žganje, in da vas je ušafala financa na fatu? Res je. Ali veste, da kuhanje žganja je ostro prepovedano? Vem. Če veste, zakaj ste ga pa kuhu? Nunac, gospod sodnik, kuhu sam moje blahuva. Veste, lepe čiespe so bile. Škoda jih je bilo opustiti. Prodate ne moremo našega sadja. Treba pa jih je živjeti, a ne ta še placijati. Imam 7 otrok, ki so lačni, manjka in oblijaka in obutu. Kadar so lačni in so večkrat lačni kusiti, oni ne poznajo vasih leču, oni ne poznajo besed, se ne smija, se ne more. Kar so lačni, cejo jest. Kaj jim dam tu usta, če ne morem priti do zaslužka? Sadja ne morem predati, dijela ga nija. Kar sem te ujtil delati v Belgijo, so me zavrnili ta z Milana, ker so me ušafali prešvoh. Veste, polente nije parhis, če manjka moka. Moko pa jo i treba na kakšno vižo zaslužiti. Sada veste, zakaj sem kuhu žganje. In na zadnjo vam odkrito povijam, kar mi stoji najbolj v srcu. Ker najbolj velika naumnost je prepovedati kuhati žganje. Bi ga imeli pustiti manj kot tenar buazin kuhat. Vaša storija je res žalostna. Mi se ušafamo pred lečan in ne moramo iti mimo njega. Pošljajte notar pričo. Ko se pišete? Vincenzo Scagliatti.
Vaš poklic, vaš meštir? Brigadier od finance. Je vaša patulja ušafala obtožnega Šimana Klančarja, ko je kuhal žganje? Ja, gospod sodnik. Ste napravil zapisnik, verbal? Ja, gospod sodnik. Kako je šlo? Za nje dobro. Tiho! Brigadier Vincenzo Škaljati, povejte, ko je bilo. Niješan ga je obvadil, an mi smo šli naravnost v patok. Ujeli smo ga na faktu. Šafali smo mu 25 litrov žganja, a vso posodo. Za drugo potrdim, kar je zapisano v verbalu. Dobro, lahko greste. Hvala, gospod sodnik. Besedo ima javni tožilec. Gospod sodnik, mislim, da ni treba dosti besedi. Obtoženec ima sam priznal, da je kuhal žganje. To se pravi, da je reo confesso. Naša dežela ima svoje lece, ki jih mora spoštovati vsak citadin. Tisti, ki jih ne spoštuje, ga moramo obsoditi. Ne smemo imeti nobenega usmiljenja do tistih, ki delajo škodo naši deželi. Šiman Klančar je eden od tistih. Zato vas prosim, da ga obsodite na 8 mesecev paražona, 8 mesecev paražona in na 250.000 lir multe. Tiho! Besedo ima obramba. Avokat Kaštigo, lahko govorite. Gospod sodnik, tudi jaz mislim, da nije potrebno dosti besed. Le odsodba je preostra. Apeliram se na vas, gospodje sodniki, da ste Šimanu Klančarju najbolj majhen štraf, ki se more dati. Vstanite! Tiho! V imenu italijanskega ljudstva to sodišče obsoja Šimana Klančarja iz debelega repa na 6 mesecev kondicionalnega paražona, na 150.000 lir multe in na poravnavo sodiških stroškov. Proces je končan. Lahko greste. Lahko greste, ko duhovni presveti imaš. Pa kam pa grenist, povijajte mi. Povijajte mi, kaj pomeni kondicionalen paražon, povijajte mi. Da lahko greste domov, in če vas še enkrat šafajo kuhati žganje, boste spet obsojeni in boste morali napraviti tudi telih 6 mesecev paražona, ki smo vam jih do nas parsodili. Lahko greste, bježte.